Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Vlada Republike Slovenije je prav na današnji seji začela postopke za priznanje Palestine kot samostojne neodvisne države. To namero je sicer že pred tedni premier napovedal, obljubo je nekako podpisal s 3 drugimi državami članicami Evropske unije, Irsko, Španijo in Malto. Ti postopki naj bi stekli torej danes in Slovenija naj bi se nekako obvezala ob 2 pogojih, o tem bomo sicer danes v podcastu še debatirali, da nekje do 13. junija Palestino tudi prizna. Pa Palestina izpolnjuje osnovne pogoje, da bi jo mednarodna skupnost lahko sprejela medse, katerih pogojev morda ne izpolnjuje in kako težko je priti do svoje države. To bomo vprašali človeka, ki si je prizadeval, da bi Slovenija postala neodvisna država, članica mednarodne skupnosti. Naš gost je prvi slovenski zunanji minister, dr. Dimitrij Rupel. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Preden greva k vsem tem vprašanjem, ki sem jih nekako že napovedal, če se dotakneva konflikta v Gazi, pa tega vprašanja, ali je šel Izrael predaleč. To se zdaj sprašujemo zato, ker se zdi, da se javnost, ljudje, zaradi podob, ki jih vidijo v Gazi, obrača proti Izraelu. No, jaz mislim, da bi bilo potrebno najbrž zelo natančno pregledati vse okoliščine tega konflikta. Dejstvo pa je, da je Izrael doživel napad se strani Hamasa. To se pravi, Izrael tu ni, da tako rečem, napadalna sila, ki želi nekaj, preurediti in tako naprej, ampak je žrtev napada in je na ta napad reagirala zelo, trdo. Jaz bi rekel, nenavadno trdo, vendar jaz ne živim v Izraelu in ne vem, kakšne so razmere tam. Predstavljam si, da so Izraelci že kar precej potrpežljivosti izgubili zaradi vseh mogočih konfliktov s Hamasom. Če spomnimo gledalke in gledalce, Izrael se je iz Gaze umaknil leta 2005, zgolj leto dni pozneje je Hamas prevzel oblast v tej državi, na stotine terorističnih napadov, ta zadnji 1200 mrtvih, 250 talcev, ampak vprašanje je zdaj, dokam Izrael v povračilnih ukrepih lahko gre. Ves čas poslušamo, tam je več 100 000 otrok, ni varnih con v Gazi, zdaj ni dostopnost mednarodnih konvojev z mednarodno pomočjo je očitno blokirana. Skratka, se zaradi tega mednarodna javnost obrača proti Izraelu? Mednarodna javnost, jaz mislim, v celoti se ne obrača proti Izraelu. Izrael je, solidna, spodobna država, ima neko radikalno vlado, vsekakor, ki je, kot rečeno, trdo reagirala na situacijo, ki se je zgodila 7. oktobra. Pa vendar, glejte, jaz razumem, da si Palestinci želijo imeti državo in jaz priznam, da to pravico imajo, da jih je dovolj in da imajo tudi dovolj izkušenj, da so dovolj trpeli v preteklosti in tako naprej. Ampak kdor nekoliko pozna zgodovino, se bo spomnil, da so Palestinci že imeli priložnost dobiti državo, pa vendar te priložnosti niso izkoristili. Že leta 1948 in tako naprej. No, stvar je v tem, da so Palestinci, pa ne rečem Palestinci, pa vsi, ampak Hamas je želel doseči nek spopad, spremeniti neko mednarodno situacijo z napadom, s tem, da je sprožil, rekel, eno zelo hud spopad, zelo hudo vojno. Hamas je pričakoval povračilne ukrepe Izraela v tej meri? Jaz mislim, da jih ni pričakoval, ampak da tisti, ki so to stvar vodili, so morali vedeti, da se stvar ne bo tako dobro končala. Veste, ta spopad je treba videti v nekem širšem kontekstu. Jaz mislim, da je Hamas želel zakuriti situacijo skupaj z nekaterimi somišljeniki, z nekaterimi vladami nekaterih držav, od Irana
dobro, Libanona, tu mislim na Hezbollah in tako naprej. Oni so hoteli narediti neko novo dramatično situacijo na Bližnjem vzhodu. So ustrašili zbliževanja Saudske Arabije z Izraelom, kar smo Mislim, da so tudi se govorili. ustrašili nadaljnih korakov normalizacije Izraela. Izrael je vzpostavil relativno dobre odnose s celo vrsto arabskih držav. Tle je seveda razlika med suniti in šiiti. In šiiti so tisti, ki so, da tako rečem, najbolj besni nasprotniki. Ne? Ampak, pazite, cela zgodba se je začela s tem, da so Arabci, Palestinci, Arabci, Hamas, da so izjavljali javno, da hočejo potisniti Izrael v morje, oziroma da hoče uničiti izraelsko državo, so izjavljali, da izraelske države ne priznajo. Pazite, priznavajo celo Arafat v tistem torej, sporazumu, ki ga je sponsorirala Amerika. Sporazum v Oslu. Prosim? Govorite o sporazumu v Oslu. Ja. No, moram reči, da vidim ta sporazum v luči torej, te davnega predsodka Arabcev, tudi predvsem šiitov, Irana in tako naprej, ampak tudi v kontekstu ukrajinsko-ruske vojne. Rusi so absolutno zainteresirani za to, da se nekaj dogaja na Bližnjem vzhodu, da prikrijejo to, kar se dogaja v Ukrajini. No, ampak še tole vprašanje, preden greva k priznanju Palestine. Vse glasneje se govori o genocidu Izraela nad palestinskim narodom. Ne? Tudi člani slovenske vlade govorijo o tem, gospod Rupel. Ne? Zakaj se vse, saj tako se zdi, študenti protestirajo po svetu, po fakultetah, zakaj se vse obrača proti Izraelu zdaj? Kaj Izrael dela narobe? Je kakšen drug problem? Jaz vsega ne vem, ampak glejte, gotovo je to nasprotje med Palestinci oziroma Arabci in Izraelci ima že dolgo brado in je nekaj, čemur smo priča dolga leta in poskusom reševanja dolga leta. Jaz sam sem bil na 2-3 konferencah, ki so obravnavale, torej, ki so poskušali najti rešitev za ta konflikt. Vendar le ni šlo. Jaz mislim, da seveda, veste, Slovenci bi lahko, napadli Avstrijo tam pred 100 leti ali pa 150 leti in kakšen bil efekt, če bi se zbrali, toliko in toliko vojakov in napadli Dunaj ali kaj takega. Ne gre, treba je stvari peljati po nekih, rekel, ustaljenih poteh in zdaj govorimo predvsem o diplomaciji. Slovenci smo dolgo čakali na to, da smo si pridobili priznanje. Na koncu je šlo hitro. Zakaj? Zato, ker je nastala neka specifična mednarodna situacija, konec hladne vojne, torej propad Sovjetske zveze in tako naprej in tako naprej. Zahodni naši prijatelji so bili zelo, zelo natančni in zelo obzirni, ko je šlo za Sovjetsko zvezo oziroma za Ruse. Mi smo dobili priznanje šele 15. januarja, potem, ko je Sovjetska zveza že propadla. Kaj ti? Leta 92. Kaj sem pa rekel? Januarja 92 govorite, ne? Ja. No, a veste, takrat so očitali zahodnim našim prijateljem, Nemcem, pa Američanom tudi, ali pa so bili tudi celo Američani, tisti, ki so očitali, da s tem, ko dopustijo razpad Jugoslavije, dovolijo tudi razpad Sovjetske zveze, tega nihče ni želel. Dolgo časa nihče ni želel. Potem so se stvari razvile in tako naprej. Bila je neka posebna situacija, ki je omogočila, da je Slovenija relativno hitro prišla do osamosvojitve. Do tega prideva, ampak moje vprašanje je bilo, zakaj se zdi, da se mednarodna javnost obrača proti Izraelu, da se na glas govori o genocidu? In so to upravičene obtožbe? Glejte, Izraelu genocid očitati je zelo težko, ker je sam bil žrtev genocida in to
bomo rekel, splošno znanega in grozljivega in tako naprej. Govorimo o drugi svetovni vojni, o torej Nemčiji in njihovi politiki do Judov v Evropi in tako naprej, do iztrebljanja, dejansko poskusov iztrebljanja judovske nacije, judovskega naroda. To zdaj je, bi rekel, očitati Izraelu genocid se mi zdi nekako nespodobno, oziroma se mi zdi absurdno celo. Ne? Čeprav, če se začne taka vojna, kakršna se je začela, potem so žrtve skoraj da razumljive. Ampak jaz mislim, da ne smemo pozabiti konteksta. Gre za nasprotje med Izraelom in Iranom, gre za nasprotje med Izraelom in Hizbolahom, gre za nasprotje med Hamasom in Izraelom. Ne gre toliko za nacionalno vprašanje oziroma za nasprotje med narodi. Ne? Slovenija torej je danes začela postopek za priznanje Palestine. Zdaj, da je neka država mednarodno priznana, da ji druge države priznajo status nekega mednarodno-pravnega subjekta v polnem pomenu besede, mora neka država izpolnjevati, recimo temu, 3 kriterije, vi to bolje veste, pa boste pokomentirali. Najprej, da ima svoje ozemlje, Palestina ga ima, Zahodni breg, Gaza. Konec koncev je to nekako pripadlo po koncu britanskega mandata s predlogom Združenih narodov. Ima narod, nima pa, lahko rečeva, neke kredibilne oblasti. Ima teroristično organizacijo, vsaj kar se tiče tega pasu v Gazi. Predvsem Palestinci niso omejeni na Gazo, ampak imamo tudi Zahodni breg oziroma Ramalo, kjer so Palestinci vzpostavili neke sorte vlado Abasa, mislim. Žal ta gospod že 20 let ni bil na nobenih volitvah in je njegova legitimnost problematična. Problem, ki mene, bi rekel, muči v zvezi s temi vprašanji, ki jih postavljate, je problem legitimnosti. In vi veste, da so evropski naši prijatelji, ameriški prijatelji, ne samo ob mednarodnem priznanju Slovenije in Hrvaške, ampak tudi ob vstopanju v Evropsko unijo, v NATO in tako naprej, postavljali pogoje. Države, ki želijo si pridobiti nek drugim državam podoben status, morajo izpolnjevati tiste pogoje, ki jih tudi druge države izpolnjujejo. In ti pogoji so, kot ste sami povedali, demokratična oblast, nadzorstvom nad teritorijem. Mi imamo problem teritorija pri Palestincih, ki so ga seveda deloma so povzročali tudi Izraelci s temi naselbinami, z odvzemanjem ozemlja. Veste, da se ne bomo narobe razumeli. Jaz mislim, da so Palestinci zaslužili državo tako, kot jo zaslužijo Katalonci ali pa Kurdi ali pa katerikoli narod, ki že dolgo časa kandidira za državnost, ne? Tako kot so jo zaslužili Slovenci, Hrvati in tako naprej. Ampak za pridobitev tega statusa je treba izpolnjevati pogoje in se je treba na poseben način organizirati. Organizacija, ki jo vidimo pri Palestincih, je, da tako rečem, živo nasprotje tega, kar zahtevajo mednarodna pravila, kar zahteva nazadnje čarter Združenih narodov, kar zahtevajo OVSE in tako naprej. Vi ste lobirali, hodili ste v Nemčijo kot zunanji minister Demosove vlade, preden se je Slovenija osamosvojila, lobirati za priznanje Slovenije. Kakšne pogoje vse so še postavljali? Zagotovo med pogoji je bilo spoštovanje človekovih pravic, nekako spoštovanje splošne deklaracije Združenih narodov, načela vladavine prava. Vse to je nekaj, kar Hamas ne izpolnjuje. Ne? To ste pravzaprav sami odgovorili. Tisto vprašanje, ki ni bilo tako nedolžno, je bilo politično vprašanje. Tudi, če hočete, strankarsko vprašanje. Demos je bila neka koalicija demokratičnih strank, ki so imele svoje pandane v drugih evropskih vladah. Praktično v vsej Evropi smo imeli neke sogovornike na strankarski ravni. Jaz sem
se veliko pogovarjal z nemškimi liberalci, tudi z nemškimi konservativci, Kohl, Genscher in tako naprej. Da ne govorim seveda o avstrijskih krščanskih demokratih oziroma ljudski stranki. Mi smo delali, da tako rečem, po strankarski liniji, smo delali po narodni liniji, nacionalni liniji, država še nismo bili, tako da je tukaj nekaj še bilo odprtih vprašanj, ampak mi smo praktično zelo sistematično prihajali do svoje državnosti. Nazadnje, Socialistična republika Slovenija je bila že, da tako rečem, zametek neke države, imela svoje inštitucije, mi smo imeli svoja ministrstva, smo imeli ministrstvo za notranje zadeve, mi smo imeli tudi teritorialno obrambo, smo imeli vlado, smo imeli neke kriterije, ki so bili bolj ali manj sprejemljivi. Smo imeli sicer en enopartijski sistem na začetku, ne, ki je pač v trenutku, ko smo to počeli, postal, kaj se ne rečem, splošno, rekel, smo se ga utresli in so se ga tudi drugi otresli in to sploh ni bilo več vprašanje, nihče več ni tega postavljal. Ampak seveda, mi smo imeli ljudi, ki so, da tako rečem, bili vajeni evropskih ali pa, če hočete, zahodnih oblik, rekel, tudi lobiranja, razlaganja, zgodovino, treba je bilo razlagati tudi zgodovino, ne? In zdaj zgodovina tega izraelsko-palestinskega konflikta je vendarle zelo težka, zelo problematična. Jaz si predstavljam, da bi lahko tam v Izraelu, seveda imamo 3 možnosti rešitev. Ne? Ena od rešitev je, da bi to bila ena mnogonacionalna država, večnacionalna država, ampak jaz si težko predstavljam, da bi vsi Palestinci sprejeli, tako rečem, ta splošna pravila, ki veljajo recimo v Izraelu. No, se to ne, v 90-ih letih, gospod Rupel, ne, je večina držav članic, ki so Palestini priznale članstvo v Združenih narodov, to storilo po tistem sporazumu, ko je bil gospod Arafat vpliven Palestinec, ne, po tem sporazumu v Oslu, ampak takrat je Palestina priznavala obstoj Izraela. Ne? Takrat je priznala. Ja. Danes vemo, da Hamas obstoja Izraela ne priznava. Ne? Kar je seveda nesmisel. Ne? Torej, kot rečeno, imamo neko, da tako rečem, revolucionarno situacijo, ki jo treba videti v širšem kontekstu. In jaz verjamem, da se Izraelci, da se izraelska vlada, čeprav morda v tem trenutku zelo, bi rekel, trdo postavljena in kaj rečem, ostra in nepopustljiva in tako naprej, ta vlada seveda veza vsa ta pravila in se zaveda, kaj se dogaja in tudi seveda prenaša vsakršne tegobe te situacije. Jaz sem bral reportaže iz tistega prvega dne, 7. oktobra, to je bila klavnica tam in sicer torej, predmet klanja so bili Izraelci, niso bili Hamasovci. Hamasovci so okrog divjali in pobijali, kar so videli. Ne? Tako da, veste, nekdo mi je, mislim, da sem prebral ravno te dni, da je eden od teh zahodnih državnikov, ki, tako rečem, je zelo kritičen do Izraela, obiskal tale muzej holokausta v Izraelu in je rekel, da bi pravzaprav morali tisti, ki protestirajo zoper Izrael, morda še enkrat pogledati izraelske te zgodovinske okoliščine. Čisto kratko vprašanje, če se vrnemo nazaj. Kaj je prevladalo, ko ste se vi pogajali, da bi priznali Slovenijo? Kaj je prevladalo
da je pa potem mednarodna javnost rekla, Slovenija si zasluži priznanje. No, glejte, jaz poznam arhive, ki pričajo o tem, kaj se je dogajalo. Še leta 1991, še po naši deklaraciji o neodvisnosti so zahodni državniki imeli svoje ideje, dajmo jim napisati novo ustavo za Jugoslavijo. Jugoslavija ne sme razpasti, ker sicer lahko razpada Sovjetska zveza in tako naprej in tako naprej. Te stvari so se potem začele spreminjati in proti koncu leta 1991 reče Kohl, ne bo šlo drugače, kot da priznamo Slovenijo in Hrvaško. On to utemeljuje s tem, da je v Nemčiji veliko Hrvatov tudi. On pravi, mi ne moremo preprečiti državnosti oziroma priznanja nekemu narodu, če smo sami, da tako rečem, izkoristili pravico naroda do samoodločbe. V temu so videli neko kredibilno demokratično oblast, sogovornika, ki je konstruktiven. No, jaz mislim, da vsekakor, ne. Jaz mislim, da smo mi tudi bili primerno izurjeni za to, da smo lahko te svoje probleme primerno prezentirali, ne. Gre za pravico naroda do samoodločbe. Ta pravica je stara zdaj že 100 let, seveda, ne. Začela se je v začetku 20. stoletja, potem mislim na Versailles, mislim na razmere po prvi svetovni vojni in tako naprej. To je neka splošna pravica in temu ne more nihče ugovarjati. Je pa seveda zelo težko priznati pravico nekega naroda do državnosti ali pa do samostojnosti ali pa do neodvisnosti, če je ta narod, da tako rečem, predstavlja neko grožnjo. Ne? Gospod Rupel, kaj dejanje Republike Slovenije, če nekje sredi junija res prizna Palestino, pomeni za situacijo v Gazi oziroma za ta konflikt, ki traja 70 plus let? Iz vidika, da ponavadi neko priznanje utrdi tudi oblast v tej identiteti, ne? Bi priznanje Palestine kot mednarodne države nekako utrdilo Hamas? Ja, vsekakor bi bila to točka za Hamas. Jaz ne verjamem, da bi slovensko priznanje, da tako rečem, bistveno vplivalo na razvoj dogodkov oziroma na to, da se vojna neha ali pa kaj takega. Ampak to bosta storili tudi Španija in Irska, ne? To smo videli. Poglejte, mi imamo nekaj, bi rekel, podatkov in izkušenj s temi, bi rekel, individualnimi pristopi, individualnimi akcijami na mednarodnem prizorišču. Spomnite se, da je naš nekdanji predstavnik pri Združenih narodih Danilo Türk želel nas na nek način odpeljati stran iz našega prizadevanja za članstvo v NATO, s tem, da se je včlanil, oziroma da nas je včlanil v neko organizacijo, ki se imala New Agenda Coalition. Tam noter so bile države, takrat celo 2 evropski državi, tudi Švedska, ki je potem izstopila istočasno s Slovenijo. Torej, jaz mislim, da te individualne pobude ne bodo takšne ali drugačne, njihova sestava takšna ali drugačna, ne morajo seveda bistveno prizadeti tistih glavnih okvirov mednarodnega dogajanja in mednarodne skupnosti in tako naprej. Kakšno sporočilo pa daje Slovenija svetu s to solo akcijo oziroma akcijo še s 3 drugimi državami? Jaz mislim, da daje neko zelo problematično sporočilo. To sporočilo je namenjeno, se mi zdi, predvsem domači politiki in utrjevanju levičarske politike v Sloveniji. Ta pobuda ima svoje zaledje oziroma neko podporo v levičarskih strankah, predvsem v stranki, kot sta Levica in socialdemokrati. Gospa Fajonova se očitno tudi, bi rekel, prizadeva za to, da si utrdi svoj položaj med volivci. To je morda tudi povezano z evropskimi volitvami in tako naprej. Čeprav na evropskih volitvah nisem prepričan, da bo ta argument priznanja
Palestine igral kakšno veliko vlogo. No, ampak po naših informacijah želi to vlada Republike Slovenije narediti po evropskih volitvah, češ, da ne bi izpadlo, da nabirajo politične točke pred volitvami in da želijo s tem utrjevati oblast Hamasa. Torej, gotovo je tisti, ki je odločil ali pa predlagal, da se prestavi priznanje za čas po volitvah, ravnal smotrno in smiselno. Je pa seveda tudi to, kar pravite, dokaz, da se morda vlada boji, da bi i prejšnje priznanje škodilo, prej škodilo kot koristilo. Ne? Zakaj bi odlagali priznanje, če je to koristno? Namreč Irska in Španija bosta to storili že konec maja. Ne? Španija, po mojem mnenju, dela zelo veliko škodo. Se je to lahko vrne kot bumerang s Katalonijo? Zaradi Katalonije, seveda. Španci so se vedno so se upirali kakršnim okoli ustvarjanju novih razmer v mednarodnem. Niso priznali Kosova, ne? Ja. Tako da jaz moram reči, naj se Španci predvsem brigajo za Katalonce in naj pustijo Palestince pri miru. Palestina se mora reorganizirati, se mora organizirati na ta način, da bo primerljiva z drugimi narodi, z drugimi vladami, z drugimi situacijami v okolju. Ja, ampak Tanja Fajon ne pravi, čas je primeren, da priznamo Palestino kot državo, ker bomo s tem naredili pomemben korak k končanju vojne v Gazi. A vi vidite priznanje Palestine kot možnost končanja konflikta? Nikakor. Jaz mislim, da za to priznanje tam sploh ne bodo niti vedeli, niti ga razumeli. Jaz mislim, da je Slovenija premajhen faktor, da bi se šla svetovna politika v tem smislu. Veste, mi smo imeli neko situacijo v Jugoslaviji, Tito je bil eden takih junakov, ki je tvegal prav nek afront, nek spopad z glavnino zahodne, evropske, tudi ameriške politike. Ampak seveda, ti so bili drugi časi in on se ni ukvarjal z, bi rekel, temi spornimi vprašanji. Čeprav v nadaljevanju, če pomislimo na to, da so tej organizaciji neuvrščenih pristopili tudi Južnoameričani, seveda moramo imeti že spet nekaj pomislekov. Jaz sem zoper to, da mi nadaljujemo neko tradicijo tega nasprotovanja glavnemu toku. Mi smo v Evropski uniji, v NATO in se moramo o teh stvareh, ki jih počnemo, dogovoriti znotraj teh organizacij. Gospod Rupel, zdaj državni sekretar v kabinetu predsednika vlade je tudi Vojko Volk, za mednarodne zadeve je zadolžen, diplomat, vi ga poznate, veleposlanik je bil. On naj bi nasprotoval načinu, na katerega se je Slovenija lotila priznanja Palestine. Očitno je dosegel nek kompromis na seji vlade, da se vendarle postavita dva pogoja, ki bi morala nastati na tem konfliktnem območju, da bi Slovenija Palestino dejansko priznala. In eden izmed pogojev je, da si obe strani prizadevata za kompromis, torej za premirje in izmenjavo talcev. Drugi pogoj pa je opolnomočenje oblasti v Palestini. A pa bo v mesecu dni sposobna, bosta ta pogoja lahko izpolnjena? To pomeni, da morda priznanja sploh ne bo. No, jaz tudi mislim, da je še veliko vprašanje, ali bo do slovenskega priznanja prišlo ali pa ne. Mislim pa, da sta ta dva pogoja absolutno, bi rekel, skladna s politiko NATO, sta skladna s politiko Američanov, sta skladna, tako rečem, s politiko večine zahodnih držav in tudi seveda v njiju vidim, rekel, natančen, kaj ne rečem, kritičen odnos do Irana, Hezbolaha in tako naprej. Drugo vprašanje, ki ste ga omenili, vprašanje opolnomočenosti oziroma trdne oblasti
ali pa neke organizirane oblasti v Palestini. To je pa seveda že spet neko vprašanje. Ne gre samo za Gazo, ne gre tudi za Zahodni breg, gre za Ramalo. Ves čas teh pogajanj, kolikor se jih spominjam, seveda je šlo za to, da se najde nek način, kako ti dve enoti pripeljati skupaj in kako ju poenotiti. Mi imamo zdaj pa prav na eni strani Fatah v Ramali, recimo kot Zahodna Nemčija, imamo Hamas v Gazi, neke sorte vzhodna Nemčija. Ti dve državi se morata združiti, oziroma ti dve enoti se morata združiti. Sta pa ozemeljsko ločeni, ne? Prosim? Ločeni sta ozemeljsko z Izraelom, ne? Ja, torej Izrael je sigurno pripravljen pomagati pri povezavi med tema dvema deloma Palestine. Zdaj, vprašanje, kako je mogoče to kontrolirati, to je dežela zidov. To ni, jaz ne vem, če ste vi bili v Izraelu oziroma v Gazi, jaz sem bil na obeh straneh in moram reči, da je to življenje, ki je za Evropejca popolnoma nedopustno, nesprejemljivo, nespodobno in tako naprej. 5 metrov visoki zidovi, a veste, se peljete z avtom skozi vrata, zaprejo vrata za vami, vas preiščejo, potem odprejo druga vrata, vas spustijo naprej. Hočem reči, to je neka neznosna situacija, ki jo je treba nehati. Lejte, od ameriških predsednikov je bil uspešen edino Carter, ne, na tisti Camp Davidski sporazum med Egiptom in Izraelom. Potem so bili kakor toliko uspešni, seveda, kot sva rekla, Norvežani. Zdaj morda je en trenutek, da res velike sile, ne, čeprav Rusi nagajajo, koliko se da, predvsem Američani, morda Francozi, Nemci, da prisilijo obe strani k temu, da se usedejo k eni resni konferenci in da zastavijo in da dajo na mizo neke praktične rešitve. No, pa saj sva videla, ne, pogajanja so se preselila v Kairo, Gaza je načeloma, oziroma Hamas je načeloma nekako pristal na ta egipčansko-katarski predlog, za Izrael ni bil sprejemljiv. No, jaz upam, da se nekaj dogaja, kot sem jaz prebral, mislim, da danes ali ravno včeraj, da Saudska Arabija postavlja pogoj torej, da bo sklenila odnose z Izraelom, če bo prišlo do izmenjave talcev, če bo prišlo do premirja. Skratka, tu so igralci, ki so zelo pomembni. Saudska Arabija je zelo pomembna, kot veste, tudi zaradi njih odnosov z Združenimi državami Amerike, zaradi dobave orožja in vseh teh reči. Tista stvar, ki mene vznemirja, je seveda vloga Rusije. Gospod Rupel, postalo je moderno, ti protesti so se z ameriških fakultet razširili po svetu, po Evropi, zdaj tudi v Slovenijo, po slovenskih fakultetah. Protestiranje zahteva po svobodni Palestini, aktivizem, lahko ga razumemo v luči prizadevanja k svetovnemu miru, k pogledu mladih ljudi, ki si želijo konca konflikta, ampak ki vzklikajo nevarne slogane. Ne? Na fakulteti za družbene vede smo posnetek, ki je mene osebno šokiral, ker mladi vzklikajo gesla, kot je Palestina od reke do morja. To pomeni, da Izraela ni, gospod Rupel. To je to, kar želi Hamas, ne? No, izbris Izraela. Jaz sem med tistimi obrazi, ki sem jih videl na televiziji, videl tudi neke obraze, ki niso bili slovenski. Tako da ne vem natančno, kdo je avtor tega gesla. To je geslo dejansko Palestincev oziroma radikalnih Hamasa, ne. To ne spada na FDV, ne spada v Ljubljano, ne spada k nam. Na vse zadnje, kdo pa smo, da bomo mi zdaj odločali o tem, ali ne obstaja Izrael ali ne. Mi smo ga priznali, mi smo bili eni od predlagateljev leta 1948 v Združenih narodih, so bili neke sorte pokrovitelj, Jugoslavija je bila takrat pokrovitelj nastanka izraelske države. Izrael ima tudi z Rusijo eno dolgo tradicijo diplomatskih odnosov. Skratka, veste,
jaz se razumem, da imamo opraviti s protesti in demonstracijami in prav je, da ljudje izražajo svoja mnenja na kakršnekoli načine, navsezadnje tudi z neumnimi gesli. To je bilo, spomnite se, v moji generaciji so bili protesti zoper vojno v Vietnamu, potem so bili vse mogoči mednarodni škandali. Jaz mislim, da je to prav. Važno pa je, da seveda vlada zna na nek način odmeriti politiko. Celo Tito, če smem omeniti njegovo reakcijo na študentske proteste, takrat leta 1968, je šel in je v bistvu kaj naredil, je objel te študente oziroma jih je sprejel kot svoje prijatelje. Jaz mislim, da moramo mi te študente vzeti kot neke sorte znanilce, neke, dobro, če hočete, nepokorščine, ampak hkrati tudi seveda neke sorte spodbudo za to, da globlje premislimo stvari. Palestinci, če končam s tem, Palestinci si zaslužijo svojo državo, absolutno si zaslužijo svojo državo, ampak seveda ne s tem, da pobijajo nedolžne ljudi in da napadajo druge države. To smo doživeli pri Rusih, kar nas je, jaz upam, dokončno streznilo glede tega, kakšna morajo biti razmerja, kakšni so odnosi med narodi na svetu. Kako pa bo mogoča situacija iz leta 1967, takratna razdelitev Palestine in Izraela, ki jo zdaj predlaga slovenska vlada? Tudi Izrael je naselil predele, ki mu ne pripadajo po mednarodnem pravu. Veste, to je vprašanje za $68,000, kot pravijo. Jaz ne vem, kako je mogoče to. A veste, enkrat, ko duh iz steklenice uide, ko se zobna pasta iztisne, je zelo težko spraviti nazaj. Vi morate vedeti, da so mnogi Izraelci, nič hudega sluteč, gradili svoje hiše, svoja bivališča na terenu, za katerega so najbrž vedeli, da ni originalno bilo dodeljeno Izraelu, ampak to so tragedije ali pa, če hočete, problemi navadnih ljudi, državljanov, ki skušajo rešiti svojo eksistenco in tako naprej. Tu seveda pričakujem jaz neko boljšo, bolj koherentno izraelsko vlado, ki bi bila, da tako rečem, vlada narodne rešitve, ki bi vsebovala elemente z levice in desnice, ki bi bila sposobna, da tako rečem, sprejemati tudi nekoliko težje odločitve. Odločitev o tem, da se Izraelci umaknejo iz tistih naselij na Zahodnem bregu, ki so jih naseljevali, bom rekel, nezakonito. To je odločitev, ki zahteva zelo, zelo močno vlado. In tu bi morali vsi skupaj pomagati. Izrael je bil sicer marsikaj v preteklosti že pripravljen narediti, vrniti Sinaj, se umakniti z Gaze? Pod vplivom Američanov, seveda. Dobro, pa Sinaj ni bil tako gosto naseljen, kot je Zahodni breg. Jaz mislim, da Američani morajo počakati zdaj na volitve. Mislim, da je cel kup problemov povezanih tudi z njihovo notranje politično situacijo in da bi potem lahko skupaj z Evropsko unijo, predvsem z Evropsko unijo, z zahodnimi zavezniki, prišli do neke rešitve, ki bi povezovala Izraelce s Palestinci, ki bi ne zagotovila samo nekega, toleriranja med njimi, ampak ki bi videla tudi možnost neke skupne prihodnosti. Meni je nekdanji izraelski predsednik Peres enkrat razlagal o idejah, kako bi naredili prekope med dvema morjema tam, kako bi zgradili vse mogoče infrastrukturne objekte, ki bi bili v korist Arabcem okrog Izraela in seveda Izraelcem. Jaz mislim, da tega državniškega pristopa res pogrešamo v Izraelu v tem trenutku. Pa mi je žal, ker
imam Izraelce za prijatelje, mnogo Judov imam za prijatelje, sem z mnogimi, bi rekel, skupaj delal, študiral, prijateljeval. Tako da sem če hočete, bolje poznam Jude kot pa Arabce. Ampak če zaključimo tole današnjo debato, zdajšnje priznanje, ta hip Palestine bi bilo napaka, pravite? Jaz mislim, da je bila ta huda napaka. Mislim, da je signal v tem smislu, da priznavamo pravico Palestincev do samostojne države, da je ta signal dovolj močan in da ni treba zdaj komplicirati z rešitvami, ki absolutno pomenijo podporo Hamasu in pomenijo podporo Iranu in pomenijo podporo Hizbolahu in tako naprej. Dr. Dimitrij Rupel, hvala za obisk na Domovini. Hvala vam. Slišali smo marsikaj zanimivega. Dejstvo je, konflikt med Gazo in Izraelom traja že predolgo in seveda si vsi skupaj želimo, da bi prišlo vsaj za pogajalsko mizo v Kairu recimo do napredka in premirja. Nenazadnje prelivanje krvi je tisto, kar nas vse najbolj boli in to gledamo na posnetkih iz dneva v dan predolgo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.